V studio danes prihaja kandidat za poslanca, ki to funkcijo opravlja že sedaj. Ker pa sedi v klopeh parlamentarne opozicije, so njegovi predlogi le redko uslišani. Podporniki hvalijo njegov sproščen pogled na urejanje skupnih zadev, nasprotniki pa mu očitajo slabo poznavanje razmer. Franci Medic, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Hvala lepa za vabilo, pozdravljeni tudi vi. Povejte nam, zakaj se odpravljate na volitve? Se odpravljam na volitve zato, ker želim, da bi vsaj kakšne od teh idej, ki imam za izboljšati situacijo v Sloveniji, pa tudi v regiji, pa v Ilirsko-Cerkljanskem, zgodi. Zato, ker v tem mandatu leto pa pol dobro, leto pa pol nisem mogel veliko doseči in to postavlja slabi, grenki prekus. Tako da se ponovno kandidiram, da bom probal vsaj kaj izpeljati, tako kot se šika. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, pa jih poglejva. Dobro. V določeni meri je prednost, to moram povedati. Pa ne samo s tem, da sem bil bolj prepoznaven tudi v celi Sloveniji. Veliko grem po terenu, pa me pozdravljajo, saj vas vidim na RTV3. Po drugi strani pa tudi prednost zame, zato ker sem malo več izkušenj dobil v delu v parlamentu. Nekatere stvari vem, kako se morajo izpeljati, malo boljše vem to. In to me da neko prednost za nadaljnje delo v parlamentu, če me bojo volivci in volivke seveda podprli. Vse, skoraj. Izboljšal, ne spremenil. Jaz ne rečem, da je tisto, ki se dela slabo, ampak bi bilo potrebno osredotočiti bolj regijsko. In zato jaz močno podpiram ustanavljanje regije, tako kakor to tudi zagovarja naša koalicija Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokus Marka Leotriča. To je bistvo, da denar ostane blizu, tam, kjer se gradi, tam, kjer se ustvarja BDP. To je večplastni problem. Če gremo v tam, ki je največja potreba po stanovanjih, to je Ljubljana, Srentan. In tam jaz bi drugačen pristop peljal, in to je, da se gradijo študentske domove, da bo pa zasebni trg bil razbremenjen tega in da bi samo iz tem že cene padale in bi bilo več ponudbe tudi. Po drugi strani, kar se tiče podeželja, je pa tudi velik problem, da mladina pride po eni strani, mladi družine, da pride po eni strani do kredite, ki bi imeli tudi državno poroštvo, zato ker sami iz začetnim plačam je skoraj nemogoče tega doseči. In v tem bi mogla vlada pa država tudi skočiti v pomoč. Po drugi strani pa vse te gradbena dovoljenja, pa sprememba namembnosti, pa vse to bi moglo veliko hitreje potekati. Zdaj se tudi govori, da je to včasih tudi 10 let in takrat je za življenje pretekel tisti čas, ki imaš tisti zagon mladostništva že malo usahne. In to ni pravilno. To ni pravilno. Ja, in to se čuti predvsem na naših krajih, zato ker četrta razvojna os je praktično mrtva, investicija v tem. In jaz verjamem, da če vstopimo v novo vlado, bomo tudi to spet zaživeli. Veliko projektov je tako, ki so praktično ostali zamrznjeni. In to so 4 leta, ki so se izgubila. Za naše kraje je to zelo pomembno, da smo dobro povezani. Razvoj drugače ni mogoč. Pa ne govori samo o teh glavnih
cestah, tudi ceste v podeželju, mislim, da prijez do vsake vasi. Včeraj sem šel do Zavratca, pa sem videl, v kakšnem stanju je tista cesta, zgornji del, da je res žalostno. Če se lahko malo pošalim, predsednik Golob je 3 leta nazaj že predstavil, da ima program za vedeti, kot bojo potekale vode, takrat, ko bo dež, a ne, iz tistega ni bilo nič. To malo šalo na stran. V glavnem, to je treba sanirati vse vodotoke, treba imeti čisto vse to je veliko delo tudi ne samo s strani občine, ampak tudi s strani države, da ostanejo teli vodni tokovi čisti, da ne pridejo pol do problemov, kakor se je zgodilo na območju Cerkna. Dovoliti, da državljani delajo, dati jim varnost trajnosti, ne spreminjati stvari čez noč. Po drugi strani, da državljani da niso odvisni toliko od države. Mi moramo pustiti, da odpre krile ustvarjalnost, da se razbremeni predvsem plače in da s tem dosežemo, da se tisti potencial, tista sinergija od vsakega posameznika tudi uresniči. Tukaj je veliko bojazni s tem, bomo davke znižali, kaj pa pol. Vse to je tržna ekonomija. To ni nič, noben bav, to se dogaja tudi v drugih naprednih državah. Je že res, da skandinavske države morda imajo večje davke ali pa tam iznan, ampak oni so zdaj ta prehod naredili. Oni imajo strukturo tako narejeno, da imajo dovolj močno gospodarstvo, da se blagajna se zmeraj napolni s tem. Mi hočemo enakost v uspešnosti, ne pa v revščini. Ja, mislim, to bi bilo enostavno. Recimo, če se ne bi zgodile te spremembe davkov v teh 4 letih, bi vsakmu Slovencu povprečnemu, tisti, ki ima na povprečni plači, ostalo cirka 3200 evrov več v žepu. In to pomeni, da je avtomatično bi bilo to. Po drugi strani pa treba pogledati, kam je šel tisti denar iz večjih davkov. Naprimer, dolgotrajno oskrbo že vemo, tam ostaja in oskrba v domovih sploh še ni implementirana. To se je šlo nekaj na horuk, začelo davke zaračunati, po drugi strani pa se res ni prišel nazaj. Pa da te davke tudi upokojencem odzemajo tista 2% ali pa 1%, to po našem je nezaslišano. Ja, jaz osebno ne, ampak poznam veliko zelo dobrih strokovnjakov v tem. Ravnokar v soboto smo imeli mi pogovorni večer v Idriju magazinu in so prišli izjemni strokovnjaki in oni imajo vse jasno. Jaz sem tam zaključil moj končni nagovor s tem. Tukaj se vidi, da smo v dobrih rokah v tej koruli mizi in verjamem, da če pridemo v vlado, bomo tudi v dobrih rokah. Mi in zdravstvo. Zdravstvo mora biti osredotočen v pacienta, denar mora slediti pacientu. Mi moramo vse razpoložljive vire za zdravljenje sprostiti. A je to za državno ali je to zasebni? Pa ne rečem privatizirati zdravstvo. Zdravstvo se danes privatizira in s tem programom proti zdravnikom in to ni dobro.
tako kot do sedaj, ampak treba to ločiti, kje so nevladne organizacije, pa delajo v prid družbe, od tiste, ki so politično motivirani. To moram biti direktor. In so nekatere politične nevladne organizacije in se tudi vi vidite v tej kampanji, da zelo močno delujejo. Tiste nevladne organizacije mi financiramo in tega se včasih ne zavedamo. In tisti denar bi lahko bil preusmerjen v bolj koristne namene za družbo. Definirati bi bilo treba, kaj je javno, kaj zasebno. Zasebno je 5% v Sloveniji tam nekako. Javno zdravstvo pomeni, da zdravstvene storitve se splačuje iz ZZZS-ja. In to je lahko državna ustanova, ki jo mora biti, ki moramo biti vrhunske državne ustanove, kot je UKC, in že razmišljamo, da bi investirali v mandatu za nov UKC. Potem imamo pa koncesionarji, imamo te privatne ustanove, ampak ki delajo v javnem zdravstvu in s tem mi zaokružamo 95% zmogljivosti. Ne pa, da nekatere mečemo ven iz sistema in pa se pa zgodijo take težave, kot se je zgodila v Novem mestu, ki je zdravnik traumatolog, danes dela na Hrvaškem. Tukaj, če bi šel privat, ne bi ZZS pokrival, ki bojo pa šli na Hrvaško, tam 100 km stran, ali Dolenci, bojo pa dobili povrniti. To je nesmiselno. E, 100% da. Da. Franc Medic, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v našem studiu in dober uspeh na skorajšnjih volitvah vam želim. Hvala lepa, hvala ponovno za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.